Lepo pozdravljeni. Stopili smo v toplejši del leta, ko vse cveti, je pa to obdobje tudi precej naporno za vse tiste, ki se soočajo s preobčutljivostjo na cvetni prah in na druge alergene v zraku. V tokratni oddaji Minute za zdravje nam bo farmacevt gospod Bojan Madjar predstavil zdravila, s katerimi zdravimo oziroma pravilno uporabo zdravil za zdravljenje alergijskega rinitisa. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Za začetek morda, katere težave lahko alergijski rinitis povzroča? Ja, ljudje, ki so alergični in potem predvsem na cvetni prah, kjer se pojavlja ta alergijski rinitis, imajo številne težave, se slabo počutijo, so zaspani, utrujeni. Ponavadi pa gre za simptome in znake, ki se kažejo z izcedkom iz nosu, nos jih srbi, lahko se nos tudi zamaši. Potem pordele oči, ki se solzijo, ki srbijo, kihanje, zelo značilen znak alergij. In to seveda človeka ovira, tako v vsakdanjem življenju, v službi, v šoli, moti njihov delovni proces ali pa učni proces in seveda skušajo tudi z uporabo zdravil seveda zadeve odpraviti, vsaj toliko, da lahko normalno naprej živijo. Vse te zdravstvene težave običajno lajšamo oziroma zdravimo s tabletami. Obstajajo kakšni posebni nasveti oziroma opozorila glede uporabe tablet za zdravljenje alergijskega rinitisa? Ja, tableta je ena taka najpogostejša farmacevtska oblika, ki jo uporabljamo za zdravljenje različnih bolezni ali pa tudi za preprečevanje, se pravi kot preventivo. Je dosti enostavna z vidika uporabe pa tudi shranjevanja. Je pa res, da imajo vseeno določene posebnosti, odvisno od zdravila do zdravila. Zdaj, kar se tiče tablet za zdravljenje alergijskega rinitisa, predvsem vsebujejo te tablete kot učinkovino antihistaminik. Zdaj, tisti prvi antihistaminiki, mi jim pravimo tudi prve generacije antihistaminiki, so imeli eno tako posebno lastnost, da so dokaj zlahka prehajali hemotoencefalno bariero. Gre torej za krvomožgansko bariero, torej po domače povedano, dokaj enostavno so prišli do možgan in tudi tam imamo določene receptorje, histaminske, ki pa, če delujemo na njih, je človek zaspan. Povzročajo spanje in to je bil najpogostejši neželeni učinek teh zdravil. Zelo neugoden seveda. Zato smo že vrsto let nazaj dobili tako imenovano drugo generacijo teh antihistaminikov, pri katerih je pač ta pot v možgane okrnjena. Zelo težko pridejo ali pa sploh ne in na ta način smo se nekako tega neželenega učinka tudi znebili. Kar pomeni, da lahko ljudje vzamejo te tablete ponavadi. Jih je treba vzeti enkrat dnevno, lahko jih vzamejo tudi zjutraj ali pa čez dan, ni nujno, da bi jih vzeli zvečer. Zdaj, od časa do časa opažamo, da pri določenih teh antihistaminikih še kdo vedno potarna, da je malce zaspan po njih. To je možno, ni pravilo, je pa možno, je bolj izjema kot pravilo. Takrat pač svetujemo, da se vzame zvečer pred spanjem, da ga torej čim manj moti. Načeloma pa ta zdravila nekako držijo, če smem tako laično reči, cel dan, se pravi, tudi če vzamemo zvečer, učinek bo še naslednji dan še vedno prisoten. Kot rečeno, večinoma gre samo za antihistaminike v teh tabletah. Imamo pa eno zdravilo, ki je sicer brez recepta, prejšnja so lahko na recept ali brez recepta. To je brez recepta, ki pa vsebuje kombinacijo z eno drugo učinkovino, dekongestiv. Ta pa deluje tako, da skrči te žilice v nosu in predvsem je priročno takrat, ko je nos zamašen, da olajša dihanje. Zdaj, ta učinkovina je seveda spet posebna, ker seveda določeni ljudje tega zdravila ne smejo jemati, ker lahko skrči ožilje tudi kje drugje, ne samo v nosu. In na ta način škoduje določenim ljudem, ki imajo bolezni srca in ožilja, mogoče težave z odvajanjem seče, kot je benigna hiperplazija prostate, potem z preveč aktivno ščitnico
recimo z povišanim tem očesnim tlakom, kot je glavkom. Tako da tu smo res pozorni in tukaj bi spet izpostavil temo, o katerih velikokrat govorimo. Niso vsa zdravila, ki so brez recepta popolnoma nedolžna, se pravi brez nekih opozoril, neželenih učinkov. Tako da, ko se odločamo za samozdravljenje, se dajmo pogovoriti z farmacevtom oziroma farmacevtskim tehnikom v lekarni, da ne bi slučajno pač kupili zdravilo, ki nam lahko bolj škodi, kot pomaga. Zdaj otroci verjetno namesto tablet bolj uporabljajo kakšne sirupe. So morda tudi tukaj kakšne smernice? Ja, res je. Predvsem mlajši otroci, vsaj tam od 6 let in mlajše ali pa v določenih primerih po 12 let, raje posegamo po kakih sirupih ali pa peroralnih suspenzijah, raztopinah. Imamo različna zdravila v tej obliki od različnih proizvajalcev. Tukaj bi res poudaril, pri tableti je dokaj enostavno vzameš eno tableto in to je to. Sirup oziroma to suspenzijo moraš odmeriti. Tukaj uporabljamo vedno, tudi če je napisano eno žličko, da je treba vzeti, da odmerimo s priloženo žličko, ne kar neko iz gospodinjstva žličko, ker tam je pač volumen teh žličk zelo različen. Novejši še raje dodajajo potem proizvajalci kar brizge, s tem še bolj natančno lahko odmeriš, bolj enostavno. Tako da to bi bilo pravilo. Tudi tukaj odmerjamo praviloma enkrat na dan. Treba je pa paziti pač kakšen je odmerek glede na starost samega otroka. Zdaj, kar se tiče teh zdravil, so vse, kar se tiče stabilnosti, malo manj ugodne kot recimo tablete. Tukaj že moraš biti pozoren, ponavadi rok uporabnosti ni tako dolg kot pri tabletah, kjer je lahko kar nekaj let, tukaj kvečemo leta 2, 3. Pa še pri nekaterih proizvajalcih je treba res biti pozoren, ker je rok uporabnosti omejen tudi s tem, kdaj mi zdravilo prvič odpremo in ga lahko potem po prvem odprtju lahko uporabljamo nekaj mesecev, recimo, ne pa čist do konca roka uporabnosti. Tu nekega splošnega pravila ni, to je treba vedno preveriti pri dotičnem zdravilu, kaj piše na zunanji ovojnini ali pa v navodilih za uporabo. Omenili ste že, da ima večina ljudi, ki imajo težave z alergijami, z alergijskim rinitisom, oziroma težave opisuje tudi kot izcedek iz nosu, zamašen nos, v ta namen potem uporabljajo kapljice, pršila. Kako pa pravilno uporabljati tovrstne oblike, tovrstne farmacevtske oblike? Ja, tu si je dobro malce vzeti čas, tudi v lekarni razložiti, ker to pa vseeno ni tako enostavno kot eno tableto pogoltniti. Pa že tam imajo določeni ljudje kar težave. Zdaj, če začneva najprej s kapljicami, ponavadi v večji meri dajemo pršila, ker so enostavnejše za uporabo. Pri kapljicah za nos je tako, da je praktično najbolje, da se uležemo in da jih tako apliciramo. Treba je namreč glavo dati malce kar nazaj, znak. Najbolje je recimo nekje na postelju, ko se uležeš, da malce je glava čez rob postelje. To počnemo predvsem z namenom, da ne bi zdravilo priteklo iz nosnih votlin v samo žrelo. Ta okus je ponavadi neprijeten, pa še poveča se možnost sistemskih neželenih učinkov. Tako da pač vedno, ko dajemo zdravilo v nos, je dobro, da nos izpihamo, ker tu imamo pač ljudi, ki imajo povečan izcedek iz nosu, lahko podobno kot pri prehladu. Lahko uporabimo v ta namen tudi fiziološko raztopino, da malce nos očistimo, potem pa predpisano število kapljic kanemo v nos, ostanemo leže mogoče kakšne pol minute, malce premaknemo glavo levo, desno, naprej, nazaj in šele potem vstanemo. Če bi slučajno še kaj priteklo v ustno votlino, da bi začutili kak neprijeten okus, tisto pač vsebino potem izpljunemo. Kar se tiče pršila, lahko ga v nos apliciramo sede, stoje, to je dosti bolj enostavno, ampak vseeno tu bi opozoril pa spet pred prvo uporabo je ponavadi potrebno nekajkrat v zrak sprostiti odmerek, da res vidimo tisto polno meglico, ki pri sprostitvi gre v zrak in šele potem to apliciramo. To je samo pred prvo uporabo.
Svetujemo ponovadi tako, da recimo z levo roko apliciramo v desno nosnico in obratno. Na ta način malce že držimo stran od nosnega pretina samo konico osebnika, kar je za nekatera zdravila zelo pomembno, ker na ta način zmanjšamo neželene učinke. Opažamo, da ljudje, ko pač vpihujejo to zdravilo v nos, dajo glavo nazaj. Pravilno je, da malce naprej postavimo glavo. Recimo tako, da če stojimo, da lahko vidimo z konico s prstov na nogah in potem apliciramo zdravilo. Zdaj, po aplikaciji je fajn, da konico z nekim čistim robcem mogoče obrišemo, zapremo, kakih drugih posebnosti pa tukaj ni. Kaj bi pa rekli glede upoštevanja roka uporabnosti pri kapljicah in pršilih? Ja, podobna zadeva, ne? Kot prej pri sirupih ali pa peroralnih raztopinah oziroma suspenzijah. Odvisno spet od zdravila do zdravila. Nekatera lahko uporabljamo praktično do istega roka uporabnosti, nekatera pa je treba po določenem času po prvi uporabi zavreči. Prej sem mogoče še pozabil omeniti pri teh pršilih. Nekatere so v obliki raztopine, druga so pa v obliki suspenzije. Fajn je, da smo na to pozorni, ker če je nekje suspenzija, vedno moramo suspenzijo pred uporabo pretresti. Ali je to za peroralno uporabo, se pravi, da zaužijemo skozi usta, ali pa je suspenzija recimo to pršilo za nos. Ker suspenzija pomeni, da imamo neko tekočo fazo, v kateri so pač neki trdni delci in te se sčasoma usedejo in s pretresenjem potem zagotovimo enakomerni, nekako bi rekel, vsebnost v enem odmerku. Pogosti so tudi očesni simptomi pri alergijskem rinitisu. Ljudje potem posegajo po očesnih kapljicah. Kakšni so pa vaši napotki glede uporabe le-tega? Ja, res je. Zdaj, dobro, prej smo omenili določena zdravila, ki lahko pomagajo tudi pri očesnih simptomih, že te tablete z antihistaminikom dejansko delujejo tudi na oči. Zanimivo je, da recimo tudi ta pršila, recimo, če vsebuje kortikosteroid, tudi že odpravljajo v določeni meri očesne simptome. Če je pa hujše, pa je še skoraj da najboljše uporabiti kapljice, ki vsebuje antihistaminik, torej zdravilo, ki ga neposredno na sluznico očesa nanesemo na oko in na ta način še najbolj učinkovito odpravljamo te simptome. Ponovadi ta zdravila apliciramo nekako do 3-krat na dan. Če apliciramo zdravilo v oko v obliki kapljic, je običajno ena kapljica povsem dovolj. Razen, če ne pade lepo v oko, potem mogoče še eno poskušamo. Več kot to pa ne, ker bo naslednja samo pač nekako odplaknila prejšnjo. Tako da ni potrebe, ker oko tudi nima zmožnosti večjega volumna tekočine sprejeti. Zdaj pri aplikaciji je tako, lahko sedimo, lahko stojimo, lahko ležimo. Mogoče bi starejše gledalce opozoril, včasih, ker je treba pogledati navzgor. Če stoji starejša oseba, mogoče se ji lahko zavrti, da ne bi padel. Zaradi tega je boljše mogoče sedeti ali pa celo ležati. Treba je potegniti malce z enim ali dvema prstoma spodnjo veko malce navzdol, da se naredi en tak šepek, da se poveča tudi možnost, da kapljico lepo zadanemo oziroma kanemo v oko. Potem nekajkrat pomežiknemo in ponavadi je to dovolj. Tukaj moramo res paziti, da tale vsebnik, predvsem konico vsebnika, da se z njim ne dotikamo ničesar, ne delov telesa, ne kakih drugih površin, da ne bi prišlo slučajno do kakšne kontaminacije mikrobiološke. Tudi pri kapljicah velja, da so ponavadi res lahko uporabne samo določen čas po prvem odprtju in to je treba tudi upoštevati. Za konec morda še napotek za vse tiste, ki bi radi preverili, kako pravilno uporabljati zdravila. Kje lahko najdejo informacije o tem? Najboljše je, da pogledajo v priloženem navodilu za uporabo. Vsako zdravilo ta listič ima. Vedno tudi poudarjamo, zdravila vedno imejte v originalni ovojnini in do takrat, ko ga dejansko imate doma, do takrat, ko ga uporabljate,
imejte poleg oziroma v škatlici ohranite tudi to navodilo za uporabo. Morebiti boste pa kdaj rabili vse, da preverite, če pravilno uporabljate ali pa se pojavi kakšna težava in pogledate mogoče, če je lahko to povezano z zdravilom, recimo kot neželeni učinek zdravila. Drugače pa ja, lahko se obrnemo vedno na osebje v lekarni, na farmacevta oziroma farmacevtskega tehnika. Če gre za zdravila na recept, na farmacevta, samo farmacevt lahko ta zdravila tudi izda v lekarni. Če gre za zdravila brez recepta, pa bodi si farmacevta ali farmacevtskega tehnika. Z veseljem svetujemo. V lekarnah ponovadi ni toliko časa, da bi vsakemu vse natančno razložil, ker tudi obstaja velika verjetnost, da ljudje že zdravila poznajo in ne želijo vedno poslušati eni in isti informacij. Če pa res kdo izrazi željo, da mu podrobneje to predstavimo, pa definitivno to tudi storimo. Gospod Madjar, najlepša hvala za obisk in za vse napotke. Prosim. Spoštovani, hvala lepa za vašo pozornost in seveda naj vam zdravje odlično služi. Lepo vas pozdravljam do prihodnjič.